Fantasy. Radio Fantasy. Jaz sem čisto navdušena, da nisem več sama v studiu in z mano sta namreč predstavnika Mladinskega centra Žalec, sam direktor Tomaž Kozovinc. Dobro jutro. Dobro jutro. In z mano tudi vodja projektov Zoja Alešnik. Živijo. Ali kako se reče prav? Vodja projektov, vodja programa? Vodja projektov. Ja. Čaki, Zojči? Aha. Bo, nežen glasek imaš, No, veš, okej, v redu. pa sem te mogla malo pojačati. Tomaž, Ja. mi smo danes objavili eno novico, tako zelo slabo novico, da ti zapuščaš direktorski stolček Mladinskega centra Žalec. Žalostna novica, ampak želimo ti vse dobro na tvoji poti, ker si direktor še nekje druge, ne? Ja, res je. Kakšnega naslednika si želiš za svoj direktorski stolček? To me najprej zanima. Je takšnega, ko bo znal spoštovati in ceniti delo naših kadrov, naše preteklo delo, ki bo pač razumel to situacijo, iz kakih razlogov je ta mladinski center sploh nastal, in da ga 5 let nazaj v Žalcu sploh še ni bilo, čeprav se danes zdi, kot da je 100 let. tu že skozi in da je samoumeven, ampak ja, še 5 let nazaj smo imeli situacijo, ko pač mladinskega centra v Žalcu ni bilo in mislim, da je treba delati vse na tem, da se nikoli več ne povrnemo v to stanje. Tako da nekoga, ko bo znal to graditi naprej, ko bo znal zagovarjati stališča mladih in ki bo podpiral kvaliteten program še naprej. Razpis imate zunaj do 15. avgusta, če se ne motim. Tako je. Daj mi samo nekaj povej, izkušnje moraš imeti, da se pojaviš na direktorsko delovno mesto, mislim vodstvene, ali se recimo lahko tudi jaz, ko pač znam sam z jezikom otresati? Mi imamo napisan, ja, vodstvene izkušnje tudi, da so pogoje, ampak vse, če si voditelj, nimaš pa vodstvene. Glih sem hotela reči, to so pač vodstvene izkušnje, pa tudi doma mojega komandiram. No. Že 10 let podpišemo. Tako da jaz mislim, da to imam vodstvene Sicer izkušnje. bo pač svet zavoda, pa občinski svet, pa študentski klub Žalec bo pristojni za to, da Tulk vas je. presodijo, a so te tvoje reference pač ustrezne, ampak jaz ti svetujem, da nimaš kaj izgubiti. No, ampak Tomaž, če pogledava tvoj prvi dan v službi in kako bo izgledal tvoj zadnji dan kot direktor Mladinskega centra, kaj se je v teh 5 letih vse zgodilo? Ja, jaz sem bil prvi zaposlen v tem zavodu, Mladinski center prej ni obstajal, tako da leta 2020, 1. novembra sem bil imenovan na 5-letni mandat. V tistem letu je Mladinski center Žalec z vsemi stroški in prenovo pisarniških prostorov, mislim, da okrog 25.000 evrov imel proračuna. Letos se bližamo številki 1 milijona, zaposlenih je redno 15 oseb, poleg tega še enkrat toliko zunanjih sodelavcev. Imamo 4500 nočitev na leto v našem hotelu, prodamo več kot 100 malic na dan v naši kuhinji, imamo kavarno in pa koliko je bilo lani dogodkov, mislim, da več kot 350 aktivnosti v leto izvedemo vsebinskih, torej pač od delavnic, predavanj, vsega tega. Čez poletje imamo pri nas vsak teden 25 otrok na počitniških varstvih, torej dogaja se, no, tako da situacija je dosti drugačna, je pa luškan, ker iz moje pisarne vidim tisto zelo razpadajočo hiško, kjer smo pač imeli prvo pisarno in je sentimentalno. Sentimentalno. Zoja? Ja. Koliko časa si pa ti pri Mladinskem centru? Jaz sem pa pri Mladinskem centru od decembra 2022, pa je tudi občutek, kot da sem že od začetka tu. 100 let? Ja, 100 let, ja. Ja, marsikaj se nam dogaja, no. Skozi je kaj novega za reševati, skozi je kaj novega za delati, skozi je nove ljudi za spoznavati, tako da sam fajn. Veš, kaj je zanimivo, kar opažam pač na različnih področjih, da ko si iz dneva v dan prisoten, pa te včasih kaj frustrira, da že par tednov, mesecev se trudiš nekaj spremeniti, pa se nič ne zgodi. In po se zadnjič menim v enem krogu s kolegi in ena reče, da je pa prišla zdaj s porodniške nazaj na šiht in da je vse drugače, da noben ga več ne spozna, da vse drugače delajo. In ko tukaj tudi pogledam vsako leto, koliko smo zrasli, kaj vse se je spremenilo, v kakem objektu smo zdaj pol, pač moraš res zadihati pa
pa to pogledati z ene druge perspektive, ki pa vidiš, Okej, vse se je zgodilo. Tomaž, dajmo zdaj mi malo drugače zadihati, ker zunaj je ful vroče in rabimo eno ohladitev. In to ohladitev bomo poklonili komu? Ja, naši pridni kuhinji, predvsem pa Suzani, namenjamo en tak snežni metež ljubezni in vsega lepega. Suzana, naj ti bo hladno par sekund, ker mi gremo potem s poletjem naprej. Snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni, noči. Radio Fantasy predstavlja hit naše in vaše. Pozdravljeni nazaj v studiu Radia Fantasy, z vami sem Šuši, nisem pa sama. Z mano sta tudi direktor Mladinskega centra Žalec Tomaž Kozovinc in pa tudi vodja projektov v Mladinskem centru Žalec Zoja Lešnik. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Ošte za špančkani, pa saj sem vaju že zbudila, no. Tomaž, tebi smo že dali ful besede, ampak tudi zdaj kazensko, ker zapuščaš Mladinski center Žalec kot direktor, ti bomo vzeli besedo in jo predali tudi Zoji. Zoja, kakšnega direktorja si vi kot zaposleni želite v Mladinskem centru Žalec? Vprašanje. Težko vprašanje. Nepričakovano. Ne, Tomaž je drugače super direktor, to moram povedati. Drugače. Včasih ja, včasih ne. Ne, saj smo ugotovili, da je direktor. Dej, ne. Želimo si, da bi po eni strani da bi vodil na podoben način kot Tomaž. Zagotovo pa mislim, da se bo Mladinski center tudi mogel razvijati v svojem mladinskem delu, tako da mogoče človeka, ko ima tudi na tem področju izkušnje. Predvsem pa enega easy, no fajn človeka, ko ne bo preveč kompliciral, pa nam ne bo preveč pod prste gledal. Tako doma torej. Ja, tako doma. Ja, no, recimo nekaj takega. Zdaj, Tomaž je že povedal, da imate kar precej enih dogodkov, koncertov, delavnic, ni stvari. Pa Zoja, če mi zdaj na hiter pogledava, kaj se dogaja že samo ta vikend v Mladinskem centru Žalec, ker vem, da imate zelo pestro dogajanje, potem tudi skozi celo poletje, plus počitniško varstvo. Tako, drži. Zdaj, če začnem kar pri počitniškem varstvu, imamo do konca avgusta še vsak teden počitniška varstva. Imamo nekje 25 otrok na skupino, vse je polno. Letos se nam je tako hitro zafilalo, da sploh nismo uspeli objaviti zares. Tako da to je za otroke. Vsako soboto so tudi napihljiva igrala od 9 do 12. Starši lahko grejo k nam v kavarno, otroci lahko skačejo na napihljivih igralih. Pa to soboto imamo tudi koncert ob 9 zvečer, Maskara kvartet, tango. Mal latino ritmo. Ja, tako da vljudno vabljeni se vidimo na terasi. Hiter še izpostavi dogodke, ki sledijo v avgustu. V avgustu bomo pa tudi kar zelo aktivni, vsak vikend imamo neki. Imamo 2 koncerta, imamo koktejl party. Kdaj je koktejl party? Oprosti, kdaj je koktejl party? Koktejl party je 29.8. za konec poletja. Se spodobi. Ja, spodobi se in pravično je. Kot zaključek lepega poletja. Pa Stresi oder še imamo vmes, ki ga organizira, v bistvu smo v soorganizaciji s študentskim klubom Žalec, kjer bojo zbirali skupino za nastop na Žalski noči mladih. Ki se obeta 6. septembra, tako da še to povemo, ne? Ja. Ja, nič kaj ne rečem, bilo mi je v veselje, da ste me prišla malo pogledati, Tomaž, upam, da ne zadnjič, mogoče iz tega delovnega mesta, ja, boš pa pol prišel še na drugo delovno mesto. Si pa moram priznati, no, da glede na to, da tudi mi sodelujemo, pogrešali te bomo. Lej, se veš, da se mi dva srečujeva v toliko različnih vlogah. To je res. Mislim, da se bomo še videla. No. Jaz verjamem v to. Zojči, mi da so pa tudi vedno na liniji. Vsekakor pa vsi poslušalci res dobrodošli v Mladinski center Žalec. Njihova terasa je top of the top, kar se tiče poletja sploh. Medtem ko klub
pa je namenjen bolj za tiste hladne večere, ko se obetajo od septembra pa nekje do marca. Ja. Takrat tudi pol pade kakšen Christmas beach party, ne? Tudi bomo še letos tudi načrtovali. Jaz imam še vedno palme v pisarni. Ja, Tomaž je dobil za spomine, evo, palmice iz našega Christmas beach partija. Jaz bom pa zdaj rekla, če že imamo ta vikend malo latino ritmov pri vas, pa dajmo še malo latino ritmov tudi pri nas. Hvala za obisk in se vidimo in slišimo. Hvala. Radio Fantasy. Radio Fantasy.